Začudila je skrajna neokusnost nasprotnega predloga, kot ga je podala Kapitalska družba, pomemben lastnik delničar Gorenja. Namreč nasprotni predlog se skoncentrira zgolj na to, da družbo Gorenje včlani v Združenje nadzornikov Slovenije in ob plačilu članarine zagotovi tudi izobraževanje članov nadzornega sveta v Združenju nadzornikov Slovenije. Ob vednosti, da so trije mednarodni ugledni strokovnjaki, predavatelji, člani nadzornega sveta družbe Gorenje in da se jih s tem napotuje na izobraževanje oziroma k certifikatu Združenja nadzornikov Slovenije, je samo po sebi lahko z njihovega stališča nekaj, kar jih bo začudilo. Nam pa se zdi takšen predlog neokusen, če vemo, da je predsednik Združenja nadzornikov isti predsednik uprave Kapitalske družbe, ki je tak nasprotni predlog podala, torej gospod Borut Jamnik. To pa je, glede na željo po ustreznih standardih na področju korporativnega upravljanja, za katere se na deklarativni ravni zavzema Združenje nadzornikov, kakor tudi Kapitalska družba, popolnoma neprimerno. Kajti odpirajo se možnosti za najrazličnejše insinuacije, razmišljanja iz tega naslova, da se seveda družbo in družbe na ta način primori, da se včlanijo oziroma plačajo članarino nadzornikom, kot da si jih ti ne bi mogli plačati sami teh članstev, ukolikor bi želeli biti člani v Združenju nadzornikov Slovenije, da se jih torej primora v to, da se kot družbe včlanijo. To je korak nazaj in neprimerno ravnanje, tako da tisti, ki so pri KAD-u sprejeli tako odločitev, so naredili slabo uslugo tako Kapitalski družbi, njenemu predsedniku, kakor tudi seveda naložbam, v katerih je Kapitalska družba prisotna, ker absolutno z načeli korporativnega upravljanja to nima nič skupnega, prej nasprotno. Na drugi strani seveda je nasprotni predlog vezan na delitev dividend, vsaj kar se tiče podpore, ki smo jo takšnemu sklepu, nasprotnemu predlogu namenili oziroma izrazili, tudi z vidika vseh 446 delničarjev, ki so dali pooblastilo meni kot 9. pooblaščencu v okviru zbiranja pooblastil za skupščino Gorenja, daje in izraža jasno voljo, da delničarji, blizu 20 tisoč jih je v družbi Gorenje, želijo po lanskem letu odsotnosti dividend v letošnjem letu seveda participirati pri delitvi dobička. Žal takšen nasprotni predlog ni bil sprejet, vendar pa smo prejeli tudi na izrecno vprašanje, ki sem ga s tem v zvezi zastavil, zagotovila strani uprave, da bo v novi strategiji, ki jo pripravlja, vključila tudi dividendno politiko in hkrati zagotovila o tem, da bo v prihodnjih letih prišlo do izplačila tudi dobička, če so že delničarji utrpeli pomemben padec vrednosti delnice, praktično dvotretjinski na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, a na drugi strani rezultati družbe, ki so pohvalni, kažejo na to, da je krizno leto 2009 bilo uspešno prebrodeno in da ima Gorenje kot družba perspektivo. Zato pričakujemo, da bo tudi v prihodnje, danes sicer umaknen predlog dokapitalizacije in odobritve dodatnega kapitala, v kratkem spet na dnevnem redu, kajti družba Gorenje potrebuje dokapitalizacijo in prepričani smo, da ima dobro perspektivo, gre za pomembno ali pa najbolj mednarodno vpeto gospodarsko družbo z domiciljem v Republiki Sloveniji. Zato je toliko bolj pomembno, da v zvezi z njo ne prihaja do situacij, ki odpirajo vprašanja tako z vidika korporativnega upravljanja, kakor momentov, ki bi z naslova kapitala ne omogočali njenega uspešnega razvoja, kot ga nakazujejo, izkazujejo rezultati. Zato ob zagotovilih seveda gre pričakovati tudi rast vrednosti delnice ponovno, hkrati pa seveda izplačila dividend, vsaj kakor na eni strani izkazujejo rezultati, na drugi izpričujejo zagotovila uprave, pa tudi nadzornega sveta družbe. Številna vprašanja, ki smo jih zastavili na današnji skupščini,
so dobila ustrezne odgovore, zato smo lahko z njo zadovoljni ob še enkrat sila grenkem priokusu spričo nasprotnega predloga kapitalske družbe, ki pravzaprav skrbi za to, da Združenje nadzornikov Slovenije dobiva sredstva oziroma vplačila članarin, tudi ko je potrebno z nasprotnimi predlogi strani KAD-a na skupščinah družb očitno te primorati, da včlanijo svoje nadzornike v takšno združenje, ki bi moralo biti predvsem strokovno in kjer bi morali člani nadzornih svetov iz lastnega žepa, iz naslova svojega interesa biti člani takega združenja, vkolikor seveda imajo od njega korist. Jaz moram reči, da sem praktično zelo vesel, da so delničarji danes počastili s svojo prisotnostjo našo skupščino, ki je najpomembnejši dogodek v delniški družbi v nekem letu. In jaz mislim, da je za Gorenje izredno pomembno ne samo, da ima nekatere velike delničarje, ampak da je v Gorenju še množica, preko 16–17 tisoč malih delničarjev, ki tako ali drugače zaupajo temu Gorenju. Uprava in poslovodstvo Gorenja si bosta prizadevala, da bosta še naprej uspešno vodila to podjetje, da bodo rezultati pravi in verjamem, da se bomo morda tudi s kotacijo na kakšni drugi borzi lahko že kaj kmalu pohvalili tudi s tem, da naša delnica ni talec ljubljanskega trga vrednostnih papirjev in da za kotacijo v tujini in za interesom še kakih tujih vlagateljev lahko pridemo tudi na višjo raven. In potem seveda delimo tudi dividende, ki si jih delničarji tudi zaslužijo. Pripravljamo strateški načrt, v okviru njega bo pomembna tema tudi dividendna politika. Ocenjujem, da bo verjetno naša dividendna politika tudi v naslednjih letih taka, da bomo nekako načrtovali tja do maksimalno 1/3 čistega dobička v tekočem letu za izplačilo dividend.